Lep pozdrav, danes je Valentinovo, čas da gremo spet malo v živo. Najprej vse najboljše, drage dame, dragi moški, želim vam eno čudovito Valentinovo. Danes bi govoril par besed o pomembnosti pravih korakov, ki jih moramo narediti, če hočemo narediti neko življenjsko spremembo. Poglejte, če se bo pojavilo kakšno vprašanje, bi bil vesel, da komentirate. Če se boste priključili, lahko samo napišete, da ste zraven, da mogoče ta video doseže lahko več ljudi. Tako da v bistvu, ja, in karkoli se bo vmes pojavilo, pa z veseljem odgovorim, tako da bomo šli naprej. Ja, rekel sem par stvari danes, pravi koraki za spremembo. Načeloma si vsi želimo lepšega, srečnejšega, boljšega življenja, ne? Načeloma si vsi želimo novih rezultatov, drugačno življenje, želimo si življenjsko transformacijo in dejansko vsi nekako iščemo pravo informacijo. Kaj naj naredim? Miran, kako naj to spremenim? Miran, kaj naj naredim? Kaj je prvi korak, ki naj naredim? Ne? In dejansko zelo težko je reči, kaj je zdaj prvi korak, ker v bistvu ni samo en prvi korak. Ne? In dejansko, bom rekel, največji problem, ki ga ljudje delajo na poti svoje transformacije oziroma na poti tega, ko želijo doseči nek rezultat, je, da iščejo samo neko informacijo. Iščejo neka navodila, kako naj sedaj jaz to naredim. Ne? Navodil je načeloma ogromno. Imate ogromno nekih člankov, videov na YouTubeu, člankov, pogooglajte, Google je kralj informacij. Ne? Tako da dejansko danes dobiti informacijo načeloma ni nobenega problema. Ampak če hočemo dejansko doseči neko pravo transformacijo, potem potrebujemo prave korake v pravem vrstnem redu. Ne? Tako kot rečemo včasih, če hočemo nek rezultat, če hočemo nekaj narediti, potrebujemo v življenju recept. Ne? Za recept potrebujemo sestavine in te sestavine moramo dati v to naš izdelek v pravem vrstnem redu. Ne? Glede, recimo, če imamo moko, jajca, kvas, potem ne vem kaj, dajemo še nek nadev za neko pecivo, ne? Ko je danes, recimo, da delamo Valentinov kolač. Ne? In če imamo vse sestavine, ne? To pomeni, da vemo, kaj je treba narediti. Ne poznamo pa pravih korakov, kaj se potem lahko zgodi. Glede, zgodi se na to lahko, da, ne vem, bom rekel, danes bom malo okrivil moške, ker moški včasih smo bolj kompliciramo. Ne? Tako da v bistvu, glejte, če delamo današnji Valentinov kolač, po receptu imamo moko, jajca, kvas, neko sadje noter. Ne? In če mi naredimo dejansko, da damo moko in jajca, pozabimo dati kvas, damo v pečico, ne? Potem vzamemo ven, dodamo kvas in sadje, mislim, da ne bo neka najboljša zgodba. Ampak razumete, ne? To pomeni v življenju, ko gledamo recimo recepte, je nam dejansko zelo jasno, da moramo imeti prave sestavine, ampak prave sestavine moramo dati v pravem vrstnem redu. In potem ni samo to pomembno, ampak je pomembno tudi okolje, v katerem mi te stvari delamo. Ženske, ki pač delate tega bistveno več kot mi moški, ne? Veste, da je treba včasih pečico segreti, včasih je treba dejansko testo pripraviti, ga nekaj časa vzhajati in tako naprej. Ne? Isto je pa v življenju. Na splošno v življenju, če hočemo doseči kakršnikoli rezultat, potrebujemo dve stvari. Potrebujemo znanje, to pomeni informacijo, seveda, tukaj je vključen tudi razumevanje tega znanja, ker v nasprotnem primeru nismo nič naredili. Ne? In druga stvar je energija. Ne? Ker če nimamo energije, potem ne moremo ničesar narediti. Ogromno ljudi srečujem,
ki dejansko pridejo do mene, me kontaktirajo, Miran, kako naj to naredim, ne? In potem ugotovimo, ko jim nekaj pove, se to ni nič novega. Okay. Mogoče seveda ni nič novega, neke stvari so nove na drugačen način, neke stvari so nove na bolj enostaven način, ne? Ampak samo znanje, če nekaj veš in če nekaj ne delaš, ne, je nek razlog, zakaj tega ne delaš. In ponavadi je glavni razlog, da ni dovolj energije, ne? Ni dovolj kreativne energije. Ne? Okay. In če gremo pogledat, naš proces neke transformacije, proces, če hočemo doseči nek nov rezultat. Ker gledajte, mi smo načeloma v življenju, ne glede na to, ali je to, govorimo o neki partnerski situaciji, a govorimo o neki, o nekem cilju, ki ga želimo narediti, vedno nam manjka neko razumevanje. In vedno nam manjka neka energija. To pomeni, gledajte, mi smo na nekem nivoju in mi hočemo priti do tukaj gor. Ne? Kako bomo zdaj, vmes je pa nek prepad. Ne? To pomeni, če hočemo priti na nov nivo, to pomeni, če hočemo drugačne rezultate v življenju, pomeni, da mi moramo postati drugačni. Drugačne osebnosti, drugačen karakter, drugačno razumevanje in drugačna energija. Ampak to v bistvu še vedno ni vse. Ne? Prva stvar, ki je, da moramo razumeti, da od tam, kjer mi izhajamo, smo v neki situaciji. Ne? To pomeni, da prvič nimamo dovolj energije, drugič nimamo dovolj kondicije, smo rekli znanja, ne? In tretja zadeva, ki je zelo pomembna, mi smo v neki, sprememba, bomo rekli tako, da gremo iz tega konca, ne? Spremembo ponavadi začnemo delati oziroma jo hočemo narediti, ker nismo zadovoljni z neko zgodbo. Ne? Nisem zadovoljen s mojo trenutno situacijo, a je to moja finančna situacija, je to moja partnerska situacija, karkoli v življenju je, izhajam ponavadi vedno iz tega, da nekaj nisem zadovoljen. Zelo malo ljudi je dejansko, ki jih srečam, da bi prišli do mene in rekli, poglej, Miran, moje življenje je v bistvu vrhunsko, ampak hočem več, mi lahko pomagaš. In glejte, takega človeka z veseljem sprejmem, z veseljem začnem delati z njim, ne? Ampak trenutno smo na tem nivoju, da je, še vedno večja motivacija je naša bolečina, naš tisto, kar nas tiši, kar pač nas dejansko prisiljuje na nek način. Ne? Če ne bi bilo treba, v bistvu tega ne bi naredili. Ne? Okay. Ampak glejte, tukaj izhajamo. In ko smo v tej situaciji, v to situacijo smo se pripeljali zaradi tega, ker imamo prvič neka napačna prepričanja, napačno razumevanje življenja. Ne? Če bi v nekem partnerstvu ali pa v financah razumel, kako stvari delujejo, razumel, kaj je treba delati, kako se je treba obnašati, kako je treba komunicirati. Gledajte, danes recimo, ko je Valentinovo je neko praznovanje, praznik partnerstva, ne? Ampak partnerstvo je nek odnos. In ta odnos se najprej začne z samim sabo. Ne? Ker v bistvu, če nimam nekega ljubečega odnosa do sebe, kako imam potem lahko nek ljubeč odnos do druge osebe? Ne? In tega se moram naučiti. To pomeni, neznanje nas je pripeljalo v neko situacijo. Napačna prepričanja so nas pripeljala v to situacijo. In na poti, kar je najbolj pomembno, smo se poškodovali. Ne? To pomeni, da ženske dostikrat same intuitivno čutite, ne, da ste utrujene, poškodovane, na nek način ranjene, ne? In kot take, dejansko vse stvari, ki se vam dogajajo, začnete doživljati bistveno bolj potencirano, bistveno bolj intenzivno, kot bi bilo potrebno, da bi jih doživljali v normalnem primeru. Glejte, recimo, jaz sem delal par dni nazaj in tukaj se nima veze. Glejte, da ne bom rekel. Ne. Nekaj sem se udaril, ne, na prst.
niti opazil nisem. Ne. Ampak tukaj sem ranjen, glede, čist mala zadeva, ampak dosti krat, ko nekaj delam, se butnem in potem jamram, bom rekel, stara mama. Ne. Ampak to je samo primerjava. Ne. To pomeni, da neka situacija, ki v normalnem primeru me niti ne bi opazil, ne, in sedaj, ko se mi stvari dogajajo, jih doživljam bistveno bolj intenzivno. Ne. Če bi rekel, če bi imel celo roko poškodovano in potem srečam nekega starega prijatelja, ne, in se rokujeva, ne, in mi stisne roko, joj, Miran, koliko sem te vesel, ne, mi stisne roko. Ne. In kaj bi jaz naredil? Odskočil bi. Ne. Zakaj bi odskočil? Je zaradi tega, ker bi me zabolelo. Ampak prva stvar je, če se ne bi zavedal, da imam poškodovano roko, ne, potem dejansko bi tudi jaz gledal, kaj se zdaj z mano dogaja. Ne. Prijatelj bi bil gotovo, bom rekel, zelo presenečen. Ne. Zakaj, bom rekel, reagiram na tak način? Ne. To pomeni, da poglejte, dal sem primer nekega dobre zadeve, ali pa če bi bil recimo po telesu poškodovan, recimo, ne vem, da padeš v neko trnje, ali pa recimo, ne vem, padeš s kolesom in se prekotališ in si ves, bom rekel, mal si poškodovan, nekdo te objame, ja, mislim, ne. Zagotovo se ne počutiš v redu, ne. In to se dejansko vam vsem dogaja, ne. To pomeni poškodbe, ki so se kopičile v odnosih, ne, v situacijah od, bom rekel, naše mladosti, ker, gledajte, karkoli nismo zacelili, je pač ostane tako. Ne. Seveda, dostikrat, bom rekel, ljudje padajo na nek način, bom rekel, na neko zgodbo čez celi rane. Ne vem, če čez celi rane. Mislim, da čez ne celi rane. Rane celi energija. Ne, posebna energijska frekvenca, s katero se naučimo povezati, ne, in to je tisto, kar nam celi rane. Ker poglejte, koliko ljudi ima še po tolikih letih nekih takih izkušenj, ne, dejansko še vedno te rane nekako globoko nekje, sicer so zakopane, prekrite malo s prahom, ampak zopet se vrača in zopet jih aktivira. Ne. To pomeni, ena stvar so poškodbe, ki so nastale v tem času, in druga stvar so v bistvu vse te, bom rekel, energijsko gledano, vsa ta naša čustva, naše reakcije, ne, kot so naša razočaranja, žalost, jeza, vse te stvari, ki jih doživljamo, vse te stvari se nam potem, bom rekel, pretvorijo skozi čas v neke vrste energijske blokade. In potem je zgodba taka, ne, te energijske blokade nosimo ves čas s seboj in smo kot neka tempirana bomba. Ne. In če te energijske blokade ne spremenimo oziroma jih ne, bom rekel, to energijo ne sprostimo, ne, potem je dejansko ta energija z nami. Ne. Sej bom rekel, že v neki običajni situaciji vidimo, da ko nas neka stvar vrže iz tira v življenju, ne, pač nekaj delamo, nekaj nam gre narobe, ne, nas vrže iz tira in potem imamo neko, bom rekel, neko napetost v sebi, neko energijo. In potem, kogarkoli srečamo, smo kar nekako nekaj živčni in ne vem, dokler se ta zadeva ne sprosti. Ne. Ali sedaj sta pa dve možnosti, ali imamo znanje in to energijo sprostimo preko neke tehnike, ali imamo znanje in to energijo sprostimo preko neke fizične aktivnosti. Včasih vem, ko je bila največji stres, največji neki pritisk in vse te zadeve, ok, pejdi teč v klanec, pejdi se totalno v bistvu, da daš vse iz sebe. Ne. Če tega ne narediš, ne, se dostikrat ta energija sprosti na način, da v nekem odnosu izbruhne. Ne. In seveda potem se boljše počutimo. Ne. Ampak tisti, na katerega smo izbruhnili, se dejansko počuti slabše. Ne. To pomeni, da mi smo v neki situaciji z neko energijo, z nekimi poškodbami, z nekimi te energijskimi blokadami, kot neka energijska bomba, da temu rečemo. In če hočemo iti na nov nivo, prva stvar, ki se mora zgoditi, je, da pozdravimo stare rane.
In te stvari niso samo na način, gledajte, dosti krat, ko se pogovarjam, ljudje mislijo, sem šla, razčiščevati, sem šla v neko pretekle dogodke. V bistvu ni potrebno. To, da gremo v neke pretekle dogodke, kot pač neki coachi delajo in vas vodijo skozi nek proces, da greste podoživeti vse te zadeve. To je brez veze, to je, izguba časa. In v večini primerov se samo zopet odprete, zopet podoživite in zopet obudite to svojo rano. To je v bistvu bistveno hitrejša tehnika, preko katere se te stvari pozdravijo. To pomeni, moramo te bolečine, vse te rance pozdraviti, potem se moramo ojačati in potem moramo odstraniti te energijske blokade. Gremo nazaj malo na to naše ojačanje. Glejte, ne glede na to, kaj delamo, v življenju, pač življenje je življenje. V življenju se nam dogajajo stvari. In dejansko je skoraj nemogoče, da bi odmislili te stvari. Ko delam z ženskami, recimo, seveda so neke stvari, ki jih lahko sprostimo, drugače reorganiziramo, ampak še vedno je tukaj služba, še vedno so tukaj otroci, še vedno je tukaj partner, še vedno je tukaj okolica. In vse te stvari je nemogoče na tak način reorganizirati, da dejansko, se izognemo vsem tem nekim neprijetnim situacijam. In bistveno boljša zadeva je, da znotraj tega postanemo močnejši. Ker neke stvari zagotovo lahko reorganiziramo, neki pritiski grejo, ampak dejansko je nesmiselno vedno iskati neke zadeve. Recimo imamo antistresno terapijo, antistresne pač te programe, ki jih po nekaterih podjetjih izvajajo, ki jih izvajajo neki programi obstajajo. In bistvo teh programov je, kako se izogniti, kako nekje v glavi, kako nekje, fizično in mentalno vse te stvari nekako drugače preusmeriti, da ta efekt ne bi bil toliko močen. Super, zagotovo nek učinek ima, ampak dejansko, tako kot sem rekel, življenje se nam dogaja. In v življenju pač se nekim stvarem ne moremo izogniti, razen če gremo v divjino, če gremo v samoto in se osamimo in samo mi in ena njivica pa ena kravica in tako naprej, ampak to je totalno brez veze, zato ker v bistvu bistveno je, da tisto, kar imamo v sebi, tudi na tisto njivico odnesemo s sabo. In sedaj, ko smo v službi, smo jezni na šefa, na koga in koli, tam bomo pa na kravico in na srnico in na veverico in na ptičke. Tako da v bistvu morate vedeti, ogromno ljudem se je v divjini, v samoti zmešalo. Zakaj? Zato, ker so z vsem sranjem, ki ga imamo v sebi, šli v tisto divjino, namesto da bi ga rešili. Tako da razumete, ko gremo po poti transformacije, smo v neki situaciji z neko energijo, z nekimi poškodbami, z nekimi energijskimi blokadami in če hočemo iti na nov nivo, moramo te poškodbe pozdraviti, energijo zamenjati, se ojačati, sanirati te energijske blokade in dejansko dobiti novo razumevanje, nov pogled na stvari, dejansko nove informacije moramo dobiti, ki pač, ker tam, kjer smo, ne vemo, kako priti do novega nivoja, ne znamo stvari, na ta način gledati. To pomeni, da smo rekli, pač energijski del in dejansko znanje, razumevanje življenja, seveda razumevanje vseh teh zakonov, zakoni so pa energijski, pač ti duhovni in pa fizični, in pa dejansko moramo narediti ta energijski del. Ker poglejte, v bistvu ravno zaradi tega, ker teh korakov večina ljudi ne pozna, jih ne zna narediti, jim ta recept te transformacije dejansko ne uspeva in so potem razočarani, iščejo potem samo še eno delavnico, samo še eno znanje, neko
pač informacijo, ne, in potem dobijo nekoga, ki jim reče, vse, kar rabiš za ne vem, karkoli v življenju, je že v tebi noter, ne, in potem so zopet zbegani, ker tisto, kar je v sebi, ne znajo ven potegniti in tako naprej. Ne. Tako da, ja, glejte, v bistvu, tako kot smo rekli, ne, če hočemo narediti nek super Valentinov kolač, ne, moramo imeti pravi recept, to pomeni prave sestavine, ne, moramo vedeti v kakšnem vrstnem redu, ne, moramo te sestavine dodajati, kaj gre najprej, kako grejo te stvari, ne, in dejansko moramo imeti neko pravo okolje. Ker če pravega okolja nimamo, ne, gledajte, koliko ženske že delali recimo kruh ali pa potico, pa je bilo v bistvu, so dale testo vzhajati, pa je bilo prehladno, pa je vse skupaj dol zlezlo, pa se ni dvignilo, pa vse tako naprej. Ne. Tako da v bistvu ogromno ljudi se premalo zaveda vsega tega, še posebej tega energijskega dela, in tukaj je potem bom rekel, predolga pot, je preveč časa rabiš, da te stvari, bom rekel, poskušaš in se zaletavaš in tako naprej. Tako da, gledajte, če imate kakšno dodatno vprašanje, bom vesel komentarja, lahko me na zasebno sporočilo kontaktirate, lahko se prijavite na brezplačni usmeritveni pogovor, 20 minut, bom rekel, popolnoma neobvezen, brez kakršnekoli prodaje, da vas lahko dam na, bom rekel, neko pravo usmeritev. Seveda, potem, če boste želeli še več in če bi želeli, bom rekel, malo več od mene imeti, delati z mano, se potem dogovorimo za naprej, z veseljem, nobenega problema, ne. Ampak bistveno mi je tukaj, da vam dam zdaj to informacijo, da veste paziti na prave stvari, ne. Ker če pravih stvari nimate pravega recepta in potem nič ni za tem našim Valentinovim kolačem. Tako da, dragi moji, drage moje, to je bilo, bom rekel, ena misel, ki sem jo želel podeliti z vami. Želim vam en čudovit dan, bodite čudoviti, če se vam zdi, da je dejansko so te informacije, ki sem vam jih zdaj delil, bi lahko še komu pomagale, bi bil vesel, da jih podelite, da mogoče označite svojega prijatelja, prijateljico, spodaj v komentar, da se potem pogleda lahko ta video, ne. Tako da res lahko skupaj naredimo neko uspešno 2019, uspešno življenjsko transformacijo, dosežemo cilje, ki smo si jih zastavili, pa naj bodo to na področju partnerstva, odnosov, financ, karkoli. Princip je enak, ne? Vedno potrebujemo znanje, informacijo in potrebujemo energijo in vse, kar je s tem povezano. Tako da želim vam en čudovit dan, ostanite čudoviti in vas do naslednjič pozdravljam.